do države in zakonov, ki postajajo že brezkompromisni, totalno psihopatski in narcisoidni, se pravi sami sebi namen, ampak teh ne morejo izkoristiti, če mi ne damo konsenza, če se mi s tem ne strinjamo, če se umaknemo in odrežemo s škarjami to nitko in državi rečemo čudovito. Ko je Stojan prej govoril, se mi je porodila ena ideja. Ne vem, zakaj, sem si rekel, ne vem, zakaj bi morali stopati mi iz vseh teh organizacij, ki jih je Stojan navedel. Preprosto se izstopi iz slovenske države in pač postanemo ljudstvo. Država pa naj živi svoje življenje, pa naj se pocepi, pa naj pocrka, pa naj si kupi električne avtomobile, pa naj živijo svoje življenje, če želijo. Ljudstvo pa izstopi iz države in tukaj ne rabimo niti potnega lista, ne rabimo osebnih, ne rabimo nič. Prekličemo njihovo davkarijo, jim zavežemo finance, tako kot oni nam. In zadeva zaključena. Čist preprosto. Ne? Preprosto. Treba je začeti nekje, mal po mal, pritiskati, jim dati vedeti, da se bo to prej ali slej zgodilo. A ne? Ker če nas bodo tako stiskali, tudi davščin več ne bodo imeli od česa živeti, razen če se bodo dali kupiti. Jaz bi pa malo danes se posvetil eni drugi tematiki, da prepoznaš psihopata, moraš narediti to. V zadnjih 3 letih se nam je res dogajalo, da smo ljudi, ki so nas silili z neko skrito prisilo, to je podobno kot pri skritih društvih. Zelo pedantno načrtujejo kakšen načrt, potem ti v kakšni risanki ali v filmu ali pri poročilih malo nakažejo, kaj bi bilo možno, pol leta pustijo, da se to pri ljudeh razširi novica, postane normalno, oni so to po svoji vesti povedali, pol pa kar naredijo. Ne? Tako so kar epidemijo naredili in druge stvari. In to so ljudje, ki so bolani na nadzor, pijejo pa naša čustva. In seveda mi ljudje, po večini smo dobri, želimo pomagati in tako sami sebi kopljemo s tem jamo. Kako, kje je rešitev iz tega? Pa se bomo danes malo pogovarjali na par primerih. Vsi smo malo psihopati, vsak od nas, pa ne toliko, kolikor se nam je zdajle to vse dogajalo. Ne? To se pravi, govorili bomo o nekih ključnih stvarih, zaradi katerih se lahko pustite voditi psihopatom. In zdaj, kje pa je rešitev, bom na koncu povedal, zdaj bom samo nakazal, kaj je rešitev tega. Podobno kot v resnični znanosti je delna rešitev v nenehnem budnem izpraševanju in preverjanju odnosa. Torej, mojega odnosa najprej s partnerjem, z otroci, sorodniki, na delovnem mestu, seveda v širši in ožji družbi in pa nenazadnje tudi do države in zakonov, ki postajajo že brezkompromisni, totalno psihopatski in narcisoidni, se pravi sami sebi namen, ampak teh ne morejo izkoristiti, če mi ne damo konsenza, če se mi s tem ne strinjamo, če se umaknemo in odrežemo s škarjami to nitko in državi rečemo čudovito. Ko je Stojan prej govoril, se mi je porodila ena ideja. Ne vem, zakaj, sem si rekel, ne vem, zakaj bi morali stopati mi iz vseh teh organizacij, ki jih je Stojan navedel. Preprosto se izstopi iz slovenske države in pač postanemo ljudstvo. Država pa naj živi svoje življenje, pa naj se pocepi, pa naj pocrka, pa naj si kupi električne avtomobile, pa naj živijo svoje življenje, če želijo. Ljudstvo pa izstopi iz države in tukaj ne rabimo niti potnega lista, ne rabimo osebnih, ne rabimo nič. Prekličemo njihovo davkarijo, jim zavežemo finance, tako kot oni nam. In zadeva zaključena. Čist preprosto. Ne? Preprosto. Treba je začeti nekje, mal po mal, pritiskati, jim dati vedeti, da se bo to prej ali slej zgodilo. A ne? Ker če nas bodo tako stiskali, tudi davščin več ne bodo imeli od česa živeti, razen če se bodo dali kupiti in dobili ta denar, ampak o tom potom. Teh nekaj točk danes bi zdaj navedel glede teh sociopatskih stvari. Pri narcisih je nekaj ključnih stvari. Nenehno hrepenenje po vključenosti. Ste opazili, zdaj nas hočejo povsod vključiti, zato ker sami želijo biti vključeni, zato ker brez nas jih ni, ne morejo živeti. To se pravi po opaženosti, željenosti, to so neke glavne želje, ki omogočajo psihopatov vstop v vaše
v tvoje življenje, če tako rečem. Potem bomo govorili en del o obrnjeni empatiji. To je stanje, pri katerem pozabite nase. Pozabite nase, na svoje življenje in ves ta energetski napitek, ki ga drugemu dajete, ste mu vedno na voljo enemu psihopatu za en majhen odstotek plačila glede na vložen napor. In tretja stvar, ki bomo govorili, kaj je odpuščanje. Jasno, da je odpuščanje plemenita stvar. Ampak, če psihopatu odpuščaš in on ponavlja te stvari, te še naprej ponižuje, ti dela mobbing, to ne predstavlja odpuščanje, odobravanje, ne predstavlja rešitev iz izhoda iz takega toksičnega odnosa, naj si bo oseben odnos ali pa naj si bo odnos državljan-država. Ker s ponavljajočim odpuščanjem omogočate vstop v dodaten narcističen udar in vstop še drugih narcistov, ker vidijo, kje voda teče, kje se lahko džejajo. In kasneje je že, ko človek v takem stanju ne more več identificirati in se iz tega reši. Torej, kaj je narcistični odnos? Tak odnos predstavlja postopno izgradnjo nadzora nad osebo, nad družbo in poskus delne ali popolne osamitve, veste, socialne distance, vse to, osebe ali družbe od socialnih stikov in absoluten nadzor. Ok, želim biti vključen, opažen in zaželen. Smo rekli, je ta prva točka. Če ne prej, se sedaj po 3 letih COVID teatra bolj ali manj zavedamo in vemo, da psihopati in narcisoidni ljudi delujejo kot vampirji. Namesto krvi, če gledate film, namesto krvi izsesajo človeku empatijo. Če ste v vabilu videli, izsesajo v bistvu iz glave srce. Empatija je celotno človekovo počutje, Tako da zato psihopate in narciste naravno privlačijo empatični ljudje, empatične osebe, ker jih lahko izsesajo do suhega. Zakaj? Namreč empatična oseba, čustvena oseba, se v svoji slepi zaverovanosti in ponarejeni naklepni pozornosti strani psihopata in narcisa le redko odmakne. Taka oseba, ki rada da, narcis rad vzame in je zadeva, krog je zaključen in potem naenkrat ti zmanjka življenja, ker empatični osebi to žal tudi prija. Zato je potrebno o tej ranljivosti, ker smo vsi taki, govoriti je treba posebej o empatičnih ljudeh, pri katerih je resnično nevarno, da bodo zapadli v narcistično razmerje in to, kar vam bom danes povedal, boste rekli, dobro, pa saj vsak človek čuti tako ranljivost, o kateri bomo razpravljali, pa sem jo zdaj že nakazal. In to pa že ni velika ranljivost. Pa pomahneš z roko, rečeš, klinc gleda vse skupaj. Ampak zadeva še zdaleč ni enostavna. Zadeve je treba pojasniti, zadeve je treba uravnovesiti. Upam, da mi uspe nocoj tak diskurs, če drugače vsaj delno, ali pa vsaj vas in mene spodbuditi k globljemu razmišljanju v medosebnih odnosih. Pa gremo lepo po vrsti. Torej, obstajajo ljudje, ki jim je zelo pomembno in si želijo biti opaženi, zaželeni. Nekdo mi lahko reče, pa ti, Mihael, pa ti si čist nor, saj si vendar vsak želi biti opažen, zaželen, viden, priznan, vključen, empatičen in tako naprej. Res je, strinjam se. Vendar nas vse pri tem res srčno opozarjam na nevarnost. Recimo, da vse lastnosti narcista skrčimo na en skupni imenovalec, ker jih je kar nekaj, glavnih je 7, ampak če jih damo vse skupaj na en imenovalec, se to imenuje zaželenost. Pred drugimi. Zaželenost pred drugimi. Posebej pred vidnimi osebnostmi, izpostavljenimi ljudmi, uspešnimi ljudmi, recimo pred vodji, pred populisti, pred direktorji, pred vidnimi karizmatičnimi ljudmi, je potrebno postaviti mejo do tam, kjer empatična zaželenost postane naša ranljivost ali obsedenost, to biti viden, biti zaželen, biti popularen, biti vključen. Vsak se rad slika s filmskim igralcem,
Ali pa vsak se rad slika z Matejo Žlogar, recimo, ne? Ona je perfektna. Vsak se rad s predsednikom slika, ne? In tako naprej. Pridejo sem k meni tudi marsikdo reče, Mihajl, koliko si ti fajn, pa vse super, hvala lepa, super, tudi jaz sem malo narcista in tako naprej. Skratka, biti vključen, biti socialen je lepo, ampak ko to preseže mejo, bomo nocoj pogledali, kje je tista meja, ko je pa res treba biti previden. Ta empatična želja je naša močna želja, ko si želim biti zaželen, in ta podzavestna sila, to je prav ena močna sila. Otrok je užaljen, če ni opažen, ne? Močna privlačnost nas pripelje do tega, da lahko pridemo celo do življenjskega tveganja. Močnega življenjskega ta želja človeka potem tako, ko je enkrat opažen, veste, kaj se zgodi? Zaslepimo zaslepimo vse druge čute, ker je opažen, enkrat je v centru pozornosti. Ne? In se dogaja na samem začetku. To je neko tako empatično razmerje. Spomnite se tiste prve ljubezni, ko ste bili prvič zaljubljeni. Nič niste okoli sebe opazili. Ne? Svet se vam je postavil na glavo. Empatija nam vsem lahko močno zamegli Zato naj povem, kaj s tem mislim. Ta občutek močne resnice, prevelike želje potem, da bi človek bil opažen, viden, vključen, kot smo rekli, pri drugem človeku zaželen, je želja potem, da bi bil tako rekoč sprejet in vedno v središču pozornosti ali pa vsaj blizu temu. Zdaj, odkje to izhaja? Zakaj smo ljudje taki? Izhaja iz dejstva, ker ko smo ali jaz, ali vi, ali pa mogoče, ne vem, ali smo vsi tako že odraščali v teh zadnjih obdobjih, generacijah, otroci, ki nismo bili deležni pričakovanega spoštovanja ali pa obratno, ker so bili otroci postavljeni lahko tudi preveč v središče. Saj sta dva ekstrema. Ali ti manjka pozornosti, ali so pa vsi okrog tebe. V vsakem primeru se razvije narcistična osebnost. Ampak treba je biti pozoren, v vsakem primeru se močna empatija po biti zaželen pojavi pri ljudeh, ki kot otroci pri vzgoji niso bili deležni pozornosti. Zato želijo vsrkati v življenju vsako priliko, vsak trenutek in vedno biti prav v centru, v središču. In zaželeni, takšni empatični ljudje, veste, želijo vedno in povsod vsrkati vse posebne trenutke, ki izhajajo iz njihove otroške travme zapostavljenosti. No, pa recimo, da ste praznovali kot otrok rojstni dan, na katerega so vaši prijatelji in ožja družba pozabili. Preprosto so vas prezrli prijatelji, družba, in naenkrat ti imaš rojstni dan in nihče tega ne opazi, ampak veš, da vejo. Ne? Lahko je bil to tudi trenutek, ko recimo si bil v šoli, si znal lepo peti, ampak nisi bil izbran v otroški pevski zbor. Vsi so peli, ti si pa tam stal in gledal. Nisi bil vključen. Se je naredila ranica, zareza. Ali pa so bili mogoče odločilni trenutki v našem življenju, ko so ljudje, prijatelji ali znanci počeli karkoli drugega in v nas zbudili dogajanje, da nas niso vključili. Pa dobro, še primerov bi lahko našteval, pač koliko je dogodkov, ker vsak človek gleda to drugače. Sem pa prepričan, da vsaj približno razumete, kaj rečem, ko rečem ranjen otrok. Otrok z rano, narcis, ranjen narcis. Kaj želim povedati o močni empatiji, želji biti zaželen? Upam, da ste razumeli. Ja, to zna biti na poti skozi naše življenje potem kasneje, ko se to razvije, zraste zelo, zelo, zelo nevarno. Predvsem zaradi dejstva, ker vemo, da so trenutki, tisti dragoceni trenutki, ki smo jih kot otroci ponotranjili in jih ponotranjamo kot odrasli v tem, da želimo vključenost občutiti z enako močjo in s tisto čarobnostjo kot v otroštvu. Ko smo trenutke zamudili, kot takrat, ko smo se počutili spregledani,
in se počutimo morda celo takrat v takih momentih nezaželeni. Zato se vse to v odnosih rojeva. Takšna rana in ta podzavestna izkušnja iz otroštva nas sedaj vodi v preveliko potrebo. V preveliko željo, da bi bili vedno in povsod prvi, vedno povsod zaželeni, opaženi, tako da ko končno pridemo do osebe, do katere imamo močno empatijo, po biti zaželen, pri tem ne opazimo in ne vidimo rdečega semaforja. Rdeči semafor je ključen. Kaj je rdeči semafor? Kaj vam želim povedati? Torej, rdeči semafor je želja narcista ali pa recimo narcisista, to neverjetno notranje hrepenenje po biti zaželen, ki se podzavestno izrazi na močen, empatičen način. In ko se ta mehanizem sproži, ko se to zgodi, da želimo biti zaželeni, ko nam zamegli in ko nekdo na tisti usodni dan, v tistem usodnem trenutku na nas vrže pogled, da smo opaženi in mi se počutimo zaželeni, se zgodi čarovnija v naših občutkih. Zgodi se magija. Ta nespregledana, očitna pozornost v nas povzroči, da se počutimo, wow, nekdo nas je opazil, zdaj sem pa jaz tukaj zaželen, krasno. In takrat se v nas aktivira adrenalin, ki nam zaslepi oči, zaslepi vse druge čute, še posebej pamet in racijo. To je velik problem. Ja, ob tem empatičnem, pozitivnem občutku vsi drugi čuti zamrejo. Posebej razum. To je zelo nevarno, ker razum povsem otopi, postanemo začarani. In kaj sledi? Sledi slepo vodstvo taki osebi, ki nas začara, ki nas opazi in s katere pozornosti si želimo. Sledi tako imenovana slepa vera in slepo zagovorništvo te osebe. Pa če bo ta psihopat, sociopat vse narobe delo, jaz bom to vse priznaval, mu bom sledil, zaradi tega, ker nočem iz tega krasnega občutka, da sem opažen, ker mi to v otroštvu manjka. Tak človek slepo sledi vodstvu te osebe, pa čeprav vidi, da dela res vse narobe in bo plačala za to visoko ceno, ker ve, da dela narobe, ampak tak vernik, tak zagovornik tega narobe, tega ne vidi, ker ima zamegljen um. Sledi slepa vera in zagovorništvo, smo rekli, ki nas je oplazila, čeprav v resnici ne počne vse prav ta oseba, kot smo rekli, in počne morda celo vse narobe. Vendar tega dejstva ne bomo in ne želimo opaziti. Tega dejstva ne želimo videti. Niti si priznati, da je naše slepo sledenje tej osebi popolnoma zgrešeno. V duši nekje noter čutimo. Poslušajte, kako mislite, da se Beovićeva počuti, ko mora lagati pred mikrofon? A mislite, da ona ne ve, kaj je resnica? Morda res ne ve, morda je res tako zaslepljena, ker jo dobro plačajo, pa denar zaslepi, ker si ga vse življenje želela. Bog si ga vidi, kje je njena rana iz otroštva. Ker so občutki zaželenosti in vidnosti izpolnjeni in te izpolnjenosti nihče noče več izgubiti. Poglejte, mi smo se prijavili na predsedniške volitve, Društvo Beli smo imeli kandidata, ne prideš zraven. Zato, ker so oni gor, ki so skozi gor in ne želijo tega zgubiti. Vejo, da delajo narobe, vejo, da kršijo zakon, vejo, da morajo biti volitve takšne, kot bi morale biti, pa niso. Naredili bodo vse ti psihopati in sociopati, da bodo ostali na oblasti. In seveda njihovi podporniki so srečni in jim ploskajo, zato ker so v njihovi družbi in so spet na varnem. Tako da ta psihologija je tako huda in tako močna, da preveva vso našo družbo. Iz tega lahko sledi, da osebe postanejo tako daleč, tako pokvarjene, brez občutka krivde za napačna dejanja, ki nam takšen občutek čustvene zaželenosti nudi, ker nas za uresničitev svojih podlih namenov seveda nujno potrebujejo. Za izpolnitev teh lažnih obljub potrebujejo volivce, sledilce, otroke v šolah, cepilce, ne vem, mislim, dajmo se postaviti v različne situacije in slika se bo razjasnila.
a ne. Izpolnjen občutek realiziranja zaželenosti je neverjetno zapeljiv občutek. To je nekaj tako lepega, to je trans, to je čudovito. To je krasno. Jaz se spominjam, ker sem bil na odru v Cankarjevem domu leta 85, ker sem tam čaral, in potem, ko so na podelitvi moje ime izgovorili in so me poklicali na oder in sem tisti pehar držal v rok, to je bil živ trans, vsi so stali in so ploskali, kako kar naenkrat v življenju, v kloštru ta zadnji, doma ta zadnji, zdaj pa kar naenkrat vsi stojijo pa mi ploskajo. A si predstavljate, kakšen lep občutek je bil, ne? Čudovito. Hvala Bogu, da sem lahko šel iz vsega tega v stran, to v zavestu, in danes delamo o tem izobraževanja, ampak dokler človek ne občuti teh stvari, ne more o tem prav nič povedati. So besede prazne, ne zvenijo. Lahko nekomu reče, recimo, psihopat, veste, kako vas bo dobil? Treba je vedeti, da ti reče, jo, ti si pa neverjeten. Wow. In te obravnava recimo z besedami kot na primer, o moj Bog, ti si najpametnejša oseba na svetu, koliko si pa ti pameten, še nikogar tako pametnega nisem srečal. Pa ti si najbolj ustvarjalna oseba, kar sem, pa kaj ti vse znaš, kaj vse ti delaš, koliko si ti krasen, wow, super in wow, a ne? To so psihopati, ki ti dajo hvalo, koliko si kulski, koliko si fajn, ne? Še pri komer nisem videl kaj takšnega kot pri tebi. Evo, pogosto smo potem kot wow. To je neverjeten občutek, kot bi se ponovno rodil, ker ti hvala paše, toplota paše, človek te opazil, te pohvalil in ti se vrneš, zdaj pa dobro poslušajte, v tisto rano iz otroštva, ko nisi bil opažen. Zdaj si opažen, zdaj si dobil kruha, vina, zdaj si dobil hrano za jesti, ker takrat je manjkalo čustev, a ne? In se zbudi tisti občutek, ko si želel biti na vsak način viden, opažen, pohvaljen, povabljen k sodelovanju. In taka hvala pomeni, pridi z mano, sodeluj, jaz te bom dobro uporabil, izrabil, te bom rabil, kako krasen. In začne, zgodi se spet, kot sem že rekel, čarovnija navezanosti na to osebo. Magično razmerje, ki ga je težko objektivno oceniti ali celo realno vrednotiti, saj je čustvene narave. Kot vemo, čustva vedno zameglijo in čustva zameglijo dejstva. O tem ni dvoma. Vsi smo to doživeli. Če posplošim, marsikomu se to dogaja v enostavnem odnosu, kot prijateljstvo, nekdo je s teboj na, wow, ti si pa res neverjeten, greva na pivo, kaj vse ti znaš narediti, ti si dosti boljši kot XYZ, a ne, wow, še nisem srečal takega človeka, ali pohvale, ker letijo. In tvoji prijatelji so tako slepi, da tega ne vidijo. Taki prijatelji te želijo osupniti z izjemnimi besedami, a ne, toda kaj, ko se tak odnos spremeni, pa postane naenkrat bolj zapleten. Namreč, vsi prijatelji okrog tebe tega ne vidijo, psihopat, sociopat to vidi. In zdaj si kar naenkrat v središču pozornosti. Ampak nastane problem, kot sem rekel, da v kratkem času lahko tak odnos postane zapleten. In kar sem mnogokrat videl, da se to dogaja spet in ponovno in spet, in seveda tak odnos je od začetka silno prijeten, topel, krasen, čudovit, zapeljiv, no, lahko rečemo celo. Želim si, da bi bil želen, se uresničuje ta notranji tihi glas, slišan, opažen, tako močno, da bi me vsak postavil na piedestal, kot sem to že prej nakazal, kar se je zgodilo meni in kar se nam vsem pravzaprav lahko zgodi v nekem trenutku. In zdaj naprej, zdaj stojim na piedestalu. Ko sem postavljen v center pozornosti, nam to resnično daje čustveno, fizično, zanimivo obliko psihološke, naenkrat naelektrene, prodorne vizije. Takrat se počutimo tako zaželeni ali tako občudovani strani nekoga posebnega, da je na nek način tako stanje podobno fantaziji ali fikciji oziroma neresničnemu lebdečemu stanju. Verjemite, to je tak občutek, da kar lebdiš. Morda celo lahko pišemo to kot trans.
V nas se je namreč zbudila stara otroška zatolčena želja, ki si jo vsaka oseba obupno želi nekako zakrpati. In zdaj je to bilo videno, slišano, naenkrat je občudovano, človek je naenkrat spoštovan in kar naenkrat sedaj to postane odrasla in resnična fantazija, ki se ti zgodi na odru življenja, na odru vsakdana. In to je krasno. In človek s tako rano, ki pride v to situacijo, to je pa največja nevarnost, se ne želi več ločiti od tega čudovitega občutka, od tega trenutka, ko te nekdo gleda, pohvali, občuduje. Sociopati pa psihopati to zelo dobro vejo. Krasno, to vejo, ker to rabijo, to je tudi njihova hrana. Taka oseba ti ob tem nudi občutek, da so v tvoji dnevni sobi pravkar obesili luno in jo lahko občuduješ 24/7/31. Hkrati se ti dogajajo najlepše stvari in trenutki, ki si jih vedno želel. Svet se ti popolnoma spremeni. Zelo zdravo je in končno, glejte, nič lepšega, če tako rečemo, kot biti zaljubljen v nekoga, ki te gleda in ne vidi drugega kot tebe. Pravzaprav je v takem stanju, ti je lepo, ti je toplo, ko z nekom delaš ali sodeluješ. V takem stanju transa se oseba popolnoma osredotoči na en cilj, na vse tvoje sposobnosti. V takem stanju je čudovito delati, ker je pač čudovita energija in čudoviti občutek in ga želiš ohraniti. V takem stanju je ob tem težko ostati, veste kaj, racionalen in pameten. In tu je catch. Ter tisti hip tudi videti, da ta oseba v resnici ni to, kar čutiš. Ni to, kar ti kaže. Da njene pohvale niso iskrene. Da vse, kar počne, počne z računico, zato da dobi nad teboj nadzor. Ampak o tem malo kasneje. V transu navdušenja je nemogoče zaznavati realno ali zatečeno kritično stanje tudi do stvari, ki se dogajajo okoli nas v takem trenutku. Ko si v transu, tega ne moreš videti. Okoli tebe je v bistvu vse ravno, edini hribček, ki ga vidiš, je pač to, kar se ti ta hip dogaja. Mogoče en klasičen primer tega, recimo pridete v prodajalno avta, vsi ste že avto kupovali. V prodajalno pridete in kupec z vami najprej klepeta. Vi pridete v prodajalno avto in on z vami klepeta. Njega ne zanima, da bi vam avto prodal, ampak se posveti vam. Vas pohvali, wow, vi ste pa res cool. Ko mu poveš, kaj hočeš, reče, ja, vi toliko veste v tej stvari. Sama hvala. Koliko ste pa vi fajn, to pa že vi pa res vse veste. In ko ti že hočeš na koncu dneva kupiti, to želeno stvar, ti ponudi še, treba je še kaj pogledati, Avto prideš kupiti z iskrico v očeh in potem ti on tam reče, ja, jaz bi samo avto, jaz rečem, jaz si želim samo avto kupiti, ki ne smrdi preveč, ker so novi zakoni in tako naprej in tako naprej. In zgodi se čarovnija, ko ti že avto kupiš, ko prideš tja, ker si bil že pohvaljen, se zgodi ta iskrica, tisti preskok in s tem načinom prodajalec kaj naredi? Ko ti že želiš avto kupiti, je on že v tvojem nadzoru, te že nadzira. V tistem trenutku, ko ti čakaš, da bi že avto vplačal pa kupil, ti on reče, ja pa ne bilo dobro še malo to pri avtu pogledati. Se pravi, prodajalec ne izgubi nadzora nad okolico, ne izgubi nadzora nad tem, kar počne, da je lahko v tistem trenutku ostane pozoren na vse strani, ki se dogajajo in tako kupca vodi. Ko namreč pridete v situacijo, bodite pozorni, zdaj nekdo k vam pristopi z neko pohvalo, z narejenim posmehom in s ponižno priliznjeno besedo vam lahko proda karkoli, poleg avta še prikolico, pa še dopust in še milijon drugih stvari. Ok.
Zdaj, recimo, ko sem se že odločil, da kupim avto, mi prodajalec želi prodati še več in cinično reče in predlaga, naj pogledam še pod pokrov motorja, kaj se skriva pod njim in tako naprej v tem stilu. Verjemite mi, delal in sodeloval sem z neštetimi strankami v svojem 32-letnem poslovanju, v svoji delovni dobi in številnih strankah, posebnih strankah, ki jih doživim malo drugače, naredim tako imenovano obdukcijo situacije ali temeljiti pregled odnosa. Ob tem ugotavljam, da je narcisoidna zloraba strank, prijateljev ali narcisoidni odnos v kakšnih skupinah in skupinah s skupnim interesom nekaj najslabšega, kar se lahko nekomu v življenju zgodi. Torej, tukaj je zdaj tekla ena beseda, kako nekdo želi v polnosti, na kak način na tabo lahko dobi nadzor. Ko te nekdo namreč preveč poželi, te hoče skoraj se zdi, kot da želi popolnoma imeti, te posedovati, nadzirati. Čeprav se to lahko zgodi kot fantazija. In takšna fantazija, ki se dogaja v resnici, vam lahko vzbudi prijetne občutke. To smo tudi ugotovili. A pogosto je to znak za nekaj drugega. To je znak za tisto rdečo luč, za tisto rdeč semafor, ko smo rekli, kaj je to rdeč semafor. No, to je tako močna posesivnost, ki jo začutiš, ko zgubiš razum, ko zgubiš nadzor nad okolico in ko lebdiš, veš, da je to rdeč semafor. Takšno posesivnost, kjer nadzor postane nad normalnim odnosom. To je tisti del čustvenega bombardiranja, s katerim vas oseba skuša popolnoma pridobiti in povsem osvojiti. Žal se tako stanje namernega čustvenega bombardiranja v obliki nudenja pozornosti, tako kot sem že čisto na začetku rekel, slej ko prej spremeni v popolni nadzor druge osebe. In tukaj smo, evo, to je naša Ahilova peta. Ranljivost se pokaže v tem, da si želimo biti zaželeni in slišati ter nenehno poslušati ljudi, ki sedijo pred nami in nam govorijo, ti si čudovit, ti si genij, koliko si pameten, odkje tebi toliko modrosti, odkje vse to veš. Tako vam povem vsem, ki danes tukaj poslušate, ki ste na Zoomu in ki boste kasneje morda poslušali, veliko je ljudi, ki ogromno vedo. In zame je pomembno, da vem in se zavedam samo tega, kar vem, da spoštujem, kar vedo drugi. In hvala Bogu, da v Društvu za srečno življenje drug drugega izobražujemo, si pomagamo, se opozarjamo, da bi se s tem obvarovali pred večjo škodo za dušo, telo in za skupnost, predvsem pa za zdravje kot tako. No, pri tem delu vam povem, da se kot delovni človek moraš nujno kdaj ujeti v psihopatovo ali narcisovo past. Brez tega ne gre, to so izkušnje. Enkrat se moraš speči, da veš, kako izgleda opeklina, da to doživiš. Ker če se ne ujameš v njegovo past in tega ne doživiš, ne vidiš in se tega ne zavedaš, te nekega dne nedvomno premamijo čari narcisoidnih oči ponovno, ali pa prvič, ki ti kot prej omenjeni narcisoidni prodajalec avta skuša pod nadzorom najprej vzeti srce, zatem denar, kasneje ti ukrade in razum in te dobi pod popoln nadzor. In to se je dogajalo s cepivi, s kemičnim čiščenjem rok, z distanco, z vsem, kar so rekli, so ljudje naredili, zato ker pač tako je. V takih trenutkih pa se je treba ustaviti. Spominjam se prvih dni, sem si rekel, kaj pa se zdaj to dogaja v naši družbi, in vem, da sem porabil 1, 2, 3 dni, sem šel vase. Povem vam nekaj. Leta 87 sem diplomiral iz področja ponovno javljanje starih oblik religioznega.
še enkrat rečem, ponovno javljanje starih oblik religioznega. To je moje specialno znanje. Specialno znanje, ki je skombinirano s pravom, 6 let rimskega prava na teološki fakulteti. In moja naloga v moji diplomski nalogi je bila, dokje je dopuščeno, pravno gledano in moralno gledano, gre za moralno pravo, ki ni pozitivno pravo, naravno pravo, ampak moralno pravo, ki je druge narave, ampak to je izjemna zgodba, ker lahko in pozitivno in naravno pravo daješ skupaj, ker mora biti, če hočeš moralno pravo obvladati, ki je tista meja teh starodavnih obnovitvenih religij, ki se pojavljajo danes in ki smo jih zdaj vsi deležni, da moramo v Boga kar tako, da veruješ. Ti moraš verjeti, da maska ščiti, ti moraš verjeti, da te bo cepivo zaščitilo, še zdravnik ne ve, kaj je v flaški, ampak tudi on verjame, vsi moramo verjeti, a ne? Kje je tista meja? Ko se to prestopi in ko je treba se ustaviti, pri teh državnikih zdajle, pa to, kar se dogaja, te meje pravzaprav ni, sploh ne zaznajo, je zabrisano. No, in takrat sem rekel, to je šlo preko, tle vre, mleko gre že po celem štedilniku. In sem zadevo začel delati in še danes po 3 letih to delam, ker se zavedam, kaj pomeni magija, to je stara oblika verovanja, kaj pomeni vera, kaj pomeni nevera in kaj pomeni, ko se v to spustiš, kakšna je nevarnost. A ne? Spomnite se, v Ameriki pred mnogimi leti so bile skupnosti, kjer so cele skupnosti šle za voditeljem tako daleč, da so vsi naredili samomor, zato ker je on tako rekel. Zato ker je on tako rekel. To so te psihopati in narcisoidi. In teh imamo danes na oblasti od A do Ž, povsod, v podjetjih, v večjih podjetjih, ki so državna, pa tudi v večjih privatnih podjetjih, ki jih država napaja za to, da imajo biznis, a ne, ker nas tudi privat podjetja ubijajo skupaj z državnimi, ker to je državno zasebna politika, Svetovni gospodarski forum, neformalno, a ne, gospodarstveniki in državniki skupaj, zdaj država nas zakoni obvladuje, privatni sektor pa s tehnologijo. Žal politika ne razume tehnologije, žal politika ne razume drugega kot denar, govorico moči in seveda tle so se našli skupaj in so skreirali novo vero, ki se ji pač reče COVID-19. To je nova vera. Ok, zaradi tega sedaj kot odrasel človek to rano dobi in se je ne zaveda, postane lahka žrtev narcističnega pristopa, ker ste žejni in lačni in stradate za tistimi žejami in neizživetimi izkušnjami, ki v otroštvu človek ni bil deležen kot otrok in zdaj končno se je to zgodilo, čarovnija. Ok, da nas vse skupaj potolažim, tudi sebe. V resnici je to hrepenenje zelo zdravo. Veste, to je čisto nekaj normalnega. Vem, da vsak o sebi razmišljate, ker se ta zadeva dotika vsakega posebej izmed nas. Vsi si pozornost želimo in vsi si pozornost zaslužimo in vsi si pozornost moramo dati. Ključno je, da opazimo, kadar gre za čustveni napad, se pravi za pretirano pozornost, za pretirana čustva, ki je tako močno, da nismo več pozorni na druge stvari, na tiste redne stvari, ki se dogajajo v zgodnjih fazah novega osebnega ali poslovnega razmerja. Ko prideš v to posebno fazo lebdenja, ko se ti ta adrenalin, ti metuljčki v trebuhu začnejo dogajati, takrat vedi, da je lahko nekaj zelo narobe in stopi 2 koraka nazaj, počakaj in razmisli. Ker če se zgodi, da se ujamete v past, veste, terapija v takem primeru sploh ni slaba ideja. Že zato, da vam terapevt pomaga odkriti, odkot izvira ta rana, kaj se je v otroštvu zgodilo, da je to tako močno. In odkot prihaja ta želja in na to poiskati, bom rekel, neke zdrave načine v odnosih, da bi dosegli vzajemno in harmonično življenje v odnosih. Seveda je pomembno, da vas nekdo vidi kot čudovito bitje, vendar na zdrav način, brez računice. Ok?
na način, da lahko otroško rano zdravite, ne pa da se otroška rana poglablja in širi in pol padeš vanjo in se zgubiš. Ljudje zbolijo zaradi tega danes. Zakaj mislite, da se toliko antidepresivov prodaja? To je najbolj prodajan artikel ta hip, pa ne samo zdaj, ampak to je zdaj že 20 let. Kar sem jaz dobil informacijo, seveda je pa to že veliko prej. Vendar je v takem odnosu lahko bistvo skrito v tem, da se mora začeti pri meni, pri tebi, vsakem izmed nas, najprej se pri meni. Da začnem to opazovati. Moram obvladati vsaj to prednost imeti in razumeti, ko pridem ta odnos, ali je ta odnos zdrav, ali obvladujem še vedno lastno dobroto, ali obvladujem stvari, ki so v tem odnosu nove, za mene nove, ker to doživljaš je novo, new experience, da jih vidim v celoti, je to znak, da ne boste za nekoga ranljivi. Se pravi, če to znamo opaziti, še enkrat, da je odnos zdrav, da ga obvladujem in da obvladujem stvari okrog sebe, da ne trpi služba, da nič ne trpi, pomeni, da gre za dokaj zdrav odnos. Vkolikor ena od teh stvari manjka, se začne takoj pad ali pa že se izvaja nadzor nad vami strani narcisa. Tako da ne boste ranljivi za nekoga, ki želi z vami pometati in zapolnjevati vrzeli, da bi zapolnil bolečino iz otroštva, vam svetujem, da ste na to zelo pozorni. Ok, ko to razumemo, kar sem povedal, upam, da mi je uspelo vse delno povedati, in razumemo lastno ranljivost, ali pa več, če jih imamo, pa dajmo to vse skupaj, pa rečemo, da je to ena Ahilova peta, tukaj sem ranljiv, ker imam pač to iz otroštva, z tega se ne zavedam, če se zavedam, super, če ne, pač je to, veste kaj, Ahilova peta. To so pa tista mesta, skozi katero psihopati in narcisisti, ali pa narcisi, če jim rečemo, lahko vstopijo v nas v resnici in nas popolnoma izpijejo, izkoristijo. Ena takih hran je, kot smo že rekli, globoka primitivna želja, da še enkrat ponovim, po biti viden, samo zato, da bi bil zaželen. Smo rekli, vsak od nas si tega želi in tako je tudi prav. Vendar pa tisto mesto, ki nas lahko hitro popelje v nadzor pri narcističnem odnosu, nas hitro popelje v manipulacijo in prisilo, ker je ta Ahilova peta ranljivost kot slepa pega, ki jo hitro spregledamo. Zato predlagam, da ostanemo budni in s tem varni. Kaj to pomeni? Da smo dobri vratarji lastnega življenja in da v svoj življenjski in socialni krog ne spustimo narcisa in ga ne napajamo z lastno empatijo in nenehnim odobravanjem in odpuščanjem. Ja, rekli smo, da bomo danes povedali nekaj o odpuščanju. To je zelo zanimivo. Namreč, ko govorimo o odpuščanju in potem o tem razmišljamo v skladu z narcisoidno zlorabo in kar se zgodi ljudem v čustveno zlorabljenih odnosih, ko govorimo o tem smislu odpuščanja, je to res obremenjujoče in težavno področje. Verjemite mi, bil sem v svojem življenju v spovednici, pa ne zato, da bi jaz odpuščal, ampak mene so učili, da Bog namest mene odpušča, da sem jaz tam en namestnik, bil sem samo kanal, ampak že tam sedeti in poslušati vse možne težave ljudi, dajati pravi nasvet, ali pa reči, sem zmoli 3 zdrave Marije, so to kar težke stvari. Za mladega duhovnika, neizkušenega, ko je prišel nek starejši človek, ki je povedal stvar, za katero je že vedel rešitev, jaz sem pa tam solato trosil noter, pa mu neke prazne obljube dajal. Ampak moraš skozi to iti, če hočeš kasneje v življenju vse te stvari malo drugače razumeti. Ja, glede tega sem bil z vsemi vami, upam, iskren, jasen in verjamem, da je odpuščanje, veste, zelo osebno popotovanje. In prav tako verjamem, da odpuščanje vedno ni potrebno. Zakaj, vam bom povedal zdaj. Dobro poslušajte,
ker ko sem se do tega dokopal, mi je odprlo marsikatero stvar v življenju. Prepričan sem, da se lahko od narcisoidnih zlorab oddaljimo brez odpuščanja v trajajočem razmerju. To je pomembno. Če imate, na primer, narcisoidno osebo doma ali pa s kakšno drugo, neizogiben stalen stik, služba, posel, pač šola, ne vem. Zapomnite si, da ljudje z narcisoidnimi osebnostmi z veseljem sprejemajo odpuščanje. Narcisoidi ljubijo odpuščanje tistih, ki jih nadzorujejo. Z veseljem na to gledajo kot na darilo, kot na dovoljenje, da še naprej serjajo po vas, da se še naprej slabo obnašajo. Sedaj, ko enkrat to naredite, ko naredite to drugič in tretjič, odpuščate in vi večno odpuščate, ker ste tako krasen človek, ker morate odpuščati, narcis v tem trenutku postane povsem druga oseba. Zakaj? Ker ve, da jo čaka ponovno odpuščanje. Zato se še naprej obnaša egocentrično in kar naprej išče potrditev. To so namerne manipulacije. Narcis to proba, da vidi, če to rata, in ko rata, to počnejo na zelo egocentričen način. Zakaj? Ker narcis ne premore empatije, ampak ima samo računico. Čisto računico v ozadju. To je zelo težko videti, ker zelo dobro igrajo empatijo. Namreč, ko te nekdo pohvali, misliš, koliko je srčen človek, čustven človek, ko te nekdo vidi ene stvari, ampak zakaj jih ta človek vidi? Intelektualno jih vidi, ker ve, da bo lahko empatično zaslužil človeka. Na primer, da se zgodba ponovi in narcisu ponovno odpustite, recimo dejanje ponižanja, prevare, zmerjanja ali drugo, in pričakujete en kup opravičil nazaj, pa odpuščanj. Kar lahko pričakujete je, da vas bo kasneje obtožil še česa. Že tako ste obtoženi, ste se opravičili, odpustili, zdaj pa še neče, in to stopnjuje. Obtožbo bo racionaliziral, nato pa svoje dejanja ponovno opravljal tak narcis v drugi obliki, še hujši. To pomeni, če kar naprej odpuščate ali odpuščate, v bistvu vi sodelujete, dopuščate sodelovanje, je to neka vrsta tihega pristanka. To je potem tak tip odpuščanja. Ponavljajoča se dejanja, tak odnos, a veste, je uničujoč za dušo, za telo, za odnos in okolico in za ljudi, s katerimi živite. S tem, ko odpuščate psihopatu, da vas popelje v tisti pregovorni, kako mu že rečejo, 7. krog pekla. Okay? Namreč, če narcisu prehitro odpustiš, te odpuščanje ne le povsem poniža, demoralizira zaradi ponavljajočih se zlorab, temveč s tem načinom v narcisoidnem razmerju kljub odpuščanju dopuščaš zavestno ali pa nezavestno, da te izpostavi nevarnosti. Nevarnosti življenjski lahko zboli, ljudje zbolijo zaradi tega. Ohranjajo samo videz, odpušča samo, da ohranja videz, odpušča, da ohranja status, odpušča, da ohranja odnos, odpušča zato, kaj bojo pa drugi rekli, če. Ne? In kakšna je ta nevarnost? Ta nevarnost je, da z nenehnim odpuščanjem v svoje življenje vključimo kaj? Odpremo vrata še več narcistom. Vse veste, tam, kjer je več vode, je več ljudi, kjer je več hrane, je večja zabava. A ne? Kjer je več denarja, je več takih ljudi, ki ljubijo denar in tako naprej. In v tem primeru je odpuščanje tista hrana, ko ti narcisti vstopajo v življenje. Zato je dobro. Dragi moji prijatelji, dobro premisliti o tej kognitivni disonanci. Temu se reče kognitivna disonanca. Zavedaš se, veš, pa kljub temu storiš, samo da ne bi izgubil tega, in se ljudje ciklamo v taki zadevi. O tem sem že nekajkrat govoril v raznih predavanjih, ampak ne tako specifično kot v tem primeru. Namreč, poglejmo, kaj je kognitivna disonanca. Je misel, kognitivna disonanca je misel, da ne zmoremo imeti v mislih dveh nasprotujočih si idej hkrati. Pravi, da naenkrat ne moramo imeti ja pa ne pa ja. To je kognitivna disonanca. In če se spomnite
v času covida, kaj so nam psihopati delali? Maska ja, maska ne. Če si 1,5 metra oddaljen, maska ne, če nisi 1,5 metra oddaljen, maska ja, in potem je prišel redar, pa je videl, da si 80 centimetrov brez maske pri osebi, si plačal kazen. Če si bil predaleč, pa nisi imel maske, si spet plačal človek. To je ta kognitivna disonanca. In to so nam počeli, zelo dobro poznajo te stvari. In seveda potem si dobil za kršitev javnega reda in mira kazen, ne zato, ker nisi maske nosil. Poglejte, kakšne zvijače, kakšne svinjarije država uvaja zato, da bi nas ponižali, nam vzeli suverenost, osebno razmišljanje. No, kaj je namen mojega tega govorjenja? Namen nocojšnjega podajanja je to, da poznate psihopate. Psihopati, veste, so tudi tisti, ki se borijo na cesti proti covidu, ki se borijo proti in rečejo, združujmo se, joj, krasno, združujmo se. V bistvu pa kaj naredijo? Za svojo korist razdrejo skupino ljudi, ki so pa prišli, vzamejo pa njihove kontakte in jih izkoriščajo. Katastrofa, kar so mi ljudje sporočili. Jaz nisem bil v Monsu, nisem organizator, se opravičujem, ampak me sem dobil sporočila od ljudi iz vse Slovenije. So mi poslali maile, so mi poslali to, kaj zdaj prejšnja predsednica počne, pa kaj en kup stvari, ki sem jih seveda objavil. To so dejstva in to je treba razčistiti, zato ker v ozadju je psihopatska motnja te gospe, še dobro, da smo to v društvu odkrili in da se te stvari sanirajo, kakor se pač sanira da, ker je to, se ni z njimi lahko živeti. Veste, in ta krog, ko se to zacikla, a ne, se ta krog zapre. Vse se vrača v tisti izvirni Ezopovi basni. No, dajte, a se spomnite lisice in kislega grozdja? Se spomnite? Ok, dajmo ponoviti. Torej, ta basen o lisici. Lisico je mučila lakota, pa se je odpravila v bližnji vinograd. Bila je pozna jesen in lisici so se cedile sline ob pogledu na veje, ki so se še bile pod težkimi grozdi. Toda njeno veselje ni dolgo trajalo, kajti grozdi so bili previsoko in lisica jih ni mogla doseči. Kljub temu, da se je nekajkrat spenjala na zadnje noge, ni dosegla in je morala priznati poraz. Grozdja ni dobila, kljub največji močni želji. Odpravila se je iz vinograda in sama sebi govorila: naj grozdje obere, kdor ga hoče, naj ga ima, kdor ga hoče. Zame je itak preveč zeleno in kislo. To grozdje je grozno, to grozdje ni dobro, jaz ga ne rabim. Tudi če mi ga prinesejo na pladnju, se ga ne dotaknem. Nauk zgodbe je: lahko je zaničevati, česar ni mogoče dobiti. Lahko je zaničevati, česar ni mogoče dobiti. In ravno kognitivna disonanca je razlog, zakaj se ljudje zataknejo v narcisoidnih odnosih, ter znova in znova opravičujejo slabo vedenje narcisa zato, da bi lahko ohranili svoj odnos. Se pravi, ohranjam svoj odnos, kakor lisica, ok, ne morem do grozdja, pa itak ni dobro. Vendar, ljudje moji, pozor, zadeva gre korak naprej, to se še poglablja. Spomnimo se, da ne samo osebe, ki so preživele narcisoidno izrabo, ampak vsi ljudje na splošno ne maramo biti razočarani. Vsi bi radi dobili to, po čemer hrepenimo. Grozdja si želim, ne? Ampak ga ne dosežem, pustim drugim, ampak zato je slabo, ker so ga drugi dobili. Ne? Danes ni več veliko ljudi, glejte, kaj se zgodi, ki verjamejo v družino. Ni, vsaj družina je slaba, zato ker ne more imeti otrok, zato ker se počuti malo drugače, tega jaz ne rabim, a ne. Slabo je, da bi moral biti zvest svojim družinam in da je ljubezen super in biti poročen, vse to je zanič, ker pač jaz tega ne morem imeti, ne morem doseči, a ne. In to miselnost tega kislega grozdja nam sporočajo z vseh možnih platform. Bodite pozorni na reklame, kaj pišejo, kakšni članki so, pa Kardashiani, pa ona se je poročila, pa ona se je ločila,
pa ona je zanosila, pa ni do konca zanosila, ker je naredila abortus, ker je otrok umrl in tako naprej in tako naprej. A če se pojavi v takem odnosu opisana težava kislega grozdja, ki jo je treba prodreti, so ta prepričanja, ki jih imamo v glavi, velik razlog, zakaj mnogi ljudje odpuščajo psihopatom. Odpuščajo zato, da ohranijo status quo, svojo laž, svoj ideal, svojo čarovnijo, ki se jim je zgodila. Odpuščajo samo zato, da lahko ohranijo svojo iluzijo, mentalne zablode o srečni družini, o ljubečem staršu, o tem, da bi se z nekom postaral. Res je, lahko je nekaj časa celo zelo dobro. Kaj ne? Super, saj odpuščaš in stvari so dobre in potem spet odpuščaš in je spet krasno. Ampak, ko se zgodi pa enkrat bum, si pa tam, kjer si začel. To je ta gumijasti, narcistični trak, ki se je nategoval in zdaj je spet prišel z vsem svojim toksičnim nabojem, se je vrnil na prvotno pozicijo. In velikokrat in spet se začne slabo obnašati. To vsekakor ni dober odnos, ko smo ujeti v vrtljiva vrata, povezana z narcisom. To je kot v trgovini. Vrtiš se, misliš, da prideš noter, ven, ne, tam se rolaš. Narcisoidna stvar sedaj postane problem iz drugega zornega kota. Poslušajte, ta toksičen odnos s strupenimi ljudmi dopušča ravno odpuščanje in odpuščanje je krivo, da se to dogaja. Odpuščanje je krivo, da zato, ker si povsem slep in hočeš ostati slep, zato odpuščaš. Morate pozabiti, da ste v preteklosti že odpustili isto stvar. To je pa kar hudo. Pozabiš, da si odpustil, pa se ti zgodi, pa spet odpuščaš, pa spet pozabiš. Jaz ne vem, kako je to možno, ampak ljudje so sposobni to početi. Ista stvar se ponavlja, kar naprej govorijo iste neveljavne stvari, kar naprej tarnajo, kar naprej lažejo psihopati, ko jim je odpuščeno, kar naprej delajo, se krutega, namernega ne ravnajo prav in ti moraš biti slep, še kako slep, da ponovno odpuščaš. In tako stvar samo še poslabšaš, se pravi, sodeluješ. Imaš pozitivnega narcisa in negativnega narcisa, pozitivno, negativno skupaj, krasno. En spodbuja, en jemlje in tako naprej. Ob tem pa ti psihopatovi prijatelji, psihopati dodatno pihajo na duše in rečejo, kako si velik človek, kako si močan, ti si vedno sposoben odpuščati. Pa kakšen človek si ti, da lahko vse to vzdržiš, da si tako krasen, da to odpuščaš. Zakaj? Ker jim tvoje odpuščanje omogoča, da ohranijo svoje male iluzije in zablode o srečnih družinah in srečnih ljudeh, ki se lahko spremenijo. Ti samo odpuščaj, to je tako super, koliko si en ti prijazen človek, to je tako krasno, ker odpuščaš. Ja, čudovito. Zaradi vašega odpuščanja narcis na vas gleda kot na sveto osebo. Sicer je to zelo lepo, če gledajo nate kot na sveto osebo. A to gre le tako dolgo, dokler ostajaš slep za njihove vzorce in jim še naprej odpuščaš tisto ponavljanje narcističnih vzorcev, za katere si slep. To pa je v svetu, polnem narcistov, zelo nevarno, ker ko še naprej odpuščaš in še naprej verjameš v ljudi, v njihovo dobroto, v njihovo srce, v njihovo spremembo na bolje ali še naprej ohranjaš vero, da je vse v redu, ko rečejo, da se bo spremenil, da bodo spremenili zakon, da se bo spremenila uredba, da se bo spremenilo, da zdaj bo pa drugače in da obljubljajo in nas napolnijo in prijatelji in partnerji in to se kar ponavlja, se nateguje ta gumica, povsod. Ja, ko rečejo, da se bo svet spremenil, da vas ta prevara, ki je ne želite videti, povsem paralizira in blokira pri vdoru novih narcisov, novih prijateljev, sodelavcev in razširjene družine. In kaj se zgodi v takem primeru? Naenkrat je teh narcisov preveč. Zdaj v naši družbi jih je absolutno preveč. Tako so se razširili, da normalna družba več ne moremo funkcionirati. Ne moreš ven iz tega več. Ne moreš vseh videti, ker vlagaš toliko
prekletega truda v to, da odpuščaš, pa rečeš, tako je, pa bom plačal redarju tistih 20 evrov za to, da bom imel mir, pa policistu polovičko za to, da bom mir. Budale. S tem, veste, kaj s tem počnete? Narcisom dajete moč, energijo in plavajo na vas. Neuradna kuverta z davčnega organa Republike Slovenije, ki pride navadna kuverta, počečkana, da misliš, da ti je Bog iz nebes denarnico poslal, je nič vredna. Sploh ni opozorilo, to sploh ni uradno pismo in ne morejo uradno pismo dati zato, ker so vsa njihova pošta je nezakonita. Ponavljam, Davčni urad Republike Slovenije pošilja državljanom neuradno pošto. Kdaj se to zgodi? Recimo, da vas RTV Slo prijavi na davčni urad, da niste plačali prispevka RTV. In davčni urad pošlje vam navadno kuverto. Kaj tukaj manjka? RTV Slovenija niso uradne osebe. To ni državni organ. Okay? Ne morejo, ne smejo, niti po ZUP-u, po 87. členu Zakona o splošnem upravnem postopku vam tega ne morejo poslati in ne smejo. Vse je golfija, zato ker vi to prestanete. Pa se rečete, bom plačal, ker če mi bojo rubli, bojo sodni stroški, blokade računa stroški, same težave, jaz bom to plačal. Seveda, ker se s tem strinjate. Jaz se s tem ne strinjam. Nikoli se ne bom. Pa tudi ljudem, ki pridejo sem jim isti nasvet, ki ga jaz uporabljam. Da je ta država goljufiva. Pri davkih jih je treba zategniti, politike je treba ignorirati, iz države izstopiti in se prebivalci med seboj moramo povezati. Ne pa plačane NVO skupine, ki pridejo v Mons in naredijo štalo. Oprostite, ponavljam, če si ti, ki gledaš tudi zraven NVO, pa si bil tam, razmisli, kaj počneš, kdo te plača, koga daš za govornika in kdo kasneje jemlje naslove ljudi in kaj jim obljublja. Okay? In da se potem zbiralci naslovov med seboj skregajo in strgajo sezname in tako naprej. Tako to gre. Ni v redu. To je psihopatsko dejanje ali pa plačano dejanje. Žal mi je. Zato je danes to, kar govorim, pomembno za naše člane in za vse tiste, ki prisluškujete zraven, ki si navijate ušesa, ki se priklopite samo zato, da potem čiv, ne? Krasno, dobrodošli. Super, radi vas imamo. Vsak mi kdaj meni reče, da sem zloben, da sem zaničujoč, da sem neprijazen, da sem strog, da sem neposreden, da sem nepredvidljiv, skratka, včasih celo žaljiv. Ja, mi očitajo, a verjemite mi, natančno vem, zakaj takšnim ljudem ne dam druge prilike. Ne dam jim druge priložnosti in zato nisem do njih, do teh narcisov, nepošten. Saj konec koncev tega očitka nisem rekel jaz in se tudi nisem tako počutil. To sem nekje prebral o sebi na Facebooku. Okay? Tako se počuti psihopat, narcis, ki je ostal žejen, ker mu nisem več odpustil, ker mu nisem več dopustil njegovih dejanj, ker ga nisem v pisarno pustil, ker sem mu povedal tako, kar mu gre, psihopatu, psihopatki, narcisu, narciski, ker je ostal žejen pred zaprtimi vrati in tolkel po njih, da jih ponovno odprem. Torej, ne, hvala forever. Zato pa trkajo na druga vrata. V društvu Beli so potrkali, hvala Bogu, da te stvari poznam, zdaj trkajo na druga vrata. V Monsu, malo bolj odprt, ker tle ne morajo več priti not. Ne, hvala, dovolj je bilo, dragi prijatelji. Nekdo mi je rekel, da sem celo temna dama, da me je sama tema, da sem grozna oseba. Seveda, če nekomu ne daš za piti, si grozen, zato ker ti imaš, on pa naenkrat več nima, ker si mu pipo zaprl, ker je kradel, ker je od tega živel. Ker sem človeku rekel, naj odide in naj se več ne vrača. To me je naučilo življenje in verjemite mi, deluje zelo zdravilno, deluje krasno. Dejstvo je, in tega se zavedam, da nihče od nas ni popoln. Zavedam se tudi, da je odpuščanje božanska in človeško neizmerno bogata izkušnja. Človek mora imeti dar odpuščanja in odpuščati.
Verjamem v odpuščanje, ko sta vpletena dva zdrava človeka, ko je odnos zdrav in ga oba živita s polno žlico v življenju. Ja, takrat ob spodrsljajih človek odpusti, ker ve, da se to ne bo več ponavljalo. Če pa je vpleten narcis, bo odpuščanje preprosto postalo rock and roll, ko ona miš, ki se vrti, a ne, v tistem vrtincu, v tistem kolobarčku. To bo kar ovekovečena zloraba, tako da evo, zdaj, če ste sposobni ostati brez stika z narcisom, vsi oboževalci, ki obožujete narcise in jih zagovarjate, evo, zdaj, če ste sposobni ostati brez stika z narcisom in si ga iz vašega sveta izmaknete, se od njega oddaljite, da narcis ne more več dobiti vstopa do vas, potem boste morda lahko poskrbeli, da bo odpuščanje za vas v drugem zdravem odnosu morda res delovalo, ampak takrat, ko treba, ne pa iz dneva v dan. Za psihopata, ki ga ni več, ker je iz vašega življenja izginil in se več ne napaja z vašo energijo, ste mu vsa vrata zaprli. To je krasno. A ne, ko se človeku to enkrat zgodi, bi rad mislil, da si tega nikoli več ne želiš, da se to ne bi več ponovilo. Ko enkrat to izkušnjo daš skozi, ko vidiš, kako hudo je, takrat si rečeš, ne želim si več take stvari. Ampak pustimo se presenetiti. Ne? Naj povem, da vam sedaj ne bom govoril, ali želite odpustiti ali ne želite odpustiti, mene ne zanima, to je vaša osebna odločitev. Povedal in ponazoril sem le, kakšna je izkušnja nenehnega odpuščanja narcisu ali psihopatu. Lahko pa vam tudi povem, da vas bo odpuščanje ogrozilo, ne le zaradi ponavljanja nenehne škode. To je kot v Postojnski jami ona kapljica, kapniki, stalagmiti, stalaktiti in tako naprej. Ampak zaradi stalne škode, ki jo bo povzročil narcis v vašem življenju, ampak tudi zaradi tega, da ponovim, ker boste k sebi spustili spet še več takih narcisov. Dvakrat sem to ponovil, če ne celo trikrat, in to so ljudje s tovrstnimi motnjami. Ja, in kakšni so v resnici te motnje? Za zaključek povzemimo točke, ki smo jih v tem eseju pogostih simptomov pri narcistični osebnosti obdelali zdajle že kar en čas, torej gremo lepo po vrsti. Zapomnite si, gre za velikopoteznost in pretirano samopomembnost. Točka 1. Potreba po občudovanju, pomanjkanje empatije. To je en znak. Se pravi, vseh 7 znakov mora imeti, da je narcis res funkcionalen, ker vsi smo, ampak ni to tako hudo. To je celo zdravo, je dobro, mora biti. Ampak nekdo, ki ima vseh 7 točk takega, se bojte, ker se vam te stvari začnejo dogajati, ker sem jih opisoval, je nevarno. Pomanjkanje empatije, to je težko razumejo in skrbijo za občutke in potrebe drugih. Oni so vedno prvi. Potem vse si dovolijo. Vedno si vse dovolijo. Nadalje, gre za aroganco in nadrejenost. Vas hvalijo, potem ni nič dobro, kar ste naredili, najprej so vas hvalili, koliko znate, pol ni nič dobro, pol je vse za nič in s tem se postavljajo nad vas. Narcistične osebe se pogosto obnašajo arogantno in zato znižujejo vrednost drugega človeka ali ponižujejo druge, zato da bi okrepili lastno samopodobo. 6. točka je zavist in zamere. Če mu ne daš, če mu zapreš vrata, kot sem prej rekel, pojdi, ne vračaj se več, takrat je zavist in zamera na vrhuncu. Takrat bojo vzeli vse granate, vse topove in z vsemi možnimi naboji streljali vate. Lahko so narcisti zavidljivi do uspeha ali lastnine drugih in lahko hranijo zamrljivost do tistih, ki menijo, da so jih prizadeli. In ne nazadnje, 7. točka, medosebni problemi. Narcis ima povsod probleme. In če človek, ki že pride nekam s problemi, če veste, da je že nekje si razdrl 3-krat zakon,
da ima s 3 partnerji otroke, da je na 5 delovnih mestih delal, da je bil v 3 političnih strankah. Poveste, da je to zdrahar. To je psihopat, to je narcis in od takega človeka prste v stran. Naj si bo moški, naj si bo ženska. In če gre na vsako pasjo procesijo in hoče biti prvi in se tam kazati, tak človek je psihopat, ima zadaj računico. Ob tem je treba pomembno opozoriti, da posamezniki z nekaterimi narcističnimi lastnostmi in vedenjem nimajo motnje narcistične osebnosti, ki je diagnosticirana kot duševna motnja in jo je treba resnično zdraviti. Zato, bolj, ko ste izpostavljeni težkim ljudem, večji bo davek na vašem duševnem in fizičnem zdravju. Zato imejte, dragi moji prijatelji, v mislih, da lahko odpuščate narcisom zaradi mene, kolikor hočete, vendar to prinaša tveganja in celo takšna, ki jih ne poznate, niti ne pričakujete. Zato tudi sam občudujem ljudi, ki znajo v svojem življenju reči ne. Okay? Jaz sem se to v življenju naučil. Jaz, za vas ne vem. Ampak tam, kjer veste, pridete na poštno okence in vam una tam reče, ne, to pa ne gre zaradi tega in tega in tega in tega. In vi se strinjate. Jaz se nikoli ne strinjam, zato ker una je dobila takšna navodila. Rečem, pokažite zakon, ga nima. Ne, ne pustim se voditi, ne pustim se psihopatom dirigirati, ker vem, kakšen je zakon. Zato danes, kar smo gledali, znanje osvobaja. Res osvobaja. Izobražujmo se, ker v znanju je moč. Bodimo pozorni na psihopate. Vedno sem se spraševal, zakaj so ti odnosi tako izčrpavajoči in vsebujejo boleča obračunavanja. Ko odpreš oči in ugotoviš, da je morda vse tisto odpuščanje, ki si ga počel, veliko ljudi spustilo v tvoje življenje, se enkrat temu izogneš in preprečiš veliko škodo. Hvala za vašo pozornost. Vem, da sem bil dolg, imam še in jaz sem prišel do polovico tega zdajle, kar sem želel povedati. Mislim, da niti do polovice ni. 44 od tok in tok strani, ampak za domačo nalogo vam dam, da si poiščete na internetu, kaj pomeni obrnjena empatija. Napišite si na listek, sami se poglobite, ne bom vam jaz, bi vam lahko še govoril, ne bom več. Kaj je obrnjena empatija? V Google tipkajte, nakažem samo obrnjena empatija opisuje stanje, ko oseba ne more razumeti ali se postaviti v kožo druge osebe, ampak namesto tega čuti lastne občutke in projicira lastne izkušnje na druge. To, kar večina psihopatov in teh bolnikov nenehno počne. Hvala za vašo pozornost, 15 minut pauze, za menoj pride pa Viljana, ki bo imela čudovito temo Modrost osrečuje. Hvala lepa.